Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci. Pravijo, da je novinarstvo steber demokracije, saj opravlja nadzorno funkcijo oblasti in zagotavlja obveščenost javnosti, kar je nujno za delovanje svobodne družbe. To je precej enostavna definicija, ki pa ima v realnosti številne pojavne oblike in še več izzivov. Tudi v Sloveniji, zato verjamem, da bo tale pogovor tudi vam zanimiv. Naš gost je namreč predsednik Društva novinarjev Slovenije, gospod Gašper Andrinek. Pozdravljeni. Dober dan. Zdaj mi je kar gospod ušel, ne, ampak sodite v mlajšo generacijo novinarjev. Ja, tako bi lahko rekli, ja. Sicer pa izhajate iz Ponikve pri Šentjurju. Ta kraj daje veliko znanih Slovencev. Torej, kako še ohranjate vezi zdaj, ko delate in živite v Ljubljani? Predvsej, moram reči, nikoli v resnici si nisem želel ali na kakršenkoli način razmišljal o tem, da bi prekinil povezave z vasjo, s Ponikvo. Imam še vedno, tam je moja družina, tam so moji prijatelji, z veseljem se rad vračam, čeprav tudi zdaj z družino živim v Ljubljani svojo, ampak z veseljem gremo večkrat nazaj domov, če tako rečem, večkrat obiščem starše, prijatelje, se srečujemo. V resnici bi lahko rekel, da nikoli nisem čutil te neke prekinjenosti ali pa da bi želel prekiniti. No. Niste eden izmed tistih, ki pozabi vse, kar je bilo včasih, ne? Mislim, to je zdaj večplastno vprašanje v resnici, ne. Zagotovo se rad spominjam nekih otroških, mladostniških let, če sploh lahko govorim o tem, ki sem jih preživel na Ponikvi, in veselje mi je pogledati na to. Ste novinar Vala 202 in kakšni so bili pravzaprav vaši novinarski začetki in pa kaj vas je sploh potegnilo v novinarstvo? Že od nekdaj sem bil precej radoveden, če tako rečem. A ste bili brbljav, zgovoren otrok? Precej. Okay. Tudi iskreno lahko rečem, da sem bil rad v središču pozornosti. In to je nekaj, kar sem včasih nisem najbolj ponosen na to, ampak potem po drugi strani pa ugotoviš, da ti je to nekaj dalo kot neka osnova za to, da lahko zgradiš tudi neko novinarsko pot, konec koncev. Kako sem začel? V resnici sem zelo hitro začel že v gimnazijskih letih malo pisati za lokalne medije, Šentjurske novice so bile takrat, mislim, da so še, če me spomin, če so moje informacije prave. Potem za različna študentska glasila, za neke spletne strani, mislim, da sem celo za neke takrat košarkarske strani, neka poročila o tekmah pisal. Tako, no, pač me je to veselilo. Potem pa je v resnici zelo resno prišlo na fakulteti, no, ko sem tudi vpisal študij novinarstva. Nekako sem razmišljal v dve smeri, me je vleklo, na kateri študij bi šel. Zelo različno, oboje nekako malo bolj družboslovno, ampak vseeno geografija me je zanimala, turizem mogoče, če tako rečem. To sem nekako razmišljal, da bi potem nekako skombiniral, če bi se odločil v tisto smer iti. Ali pa novinarstvo. In na koncu sem se odločil za novinarstvo, čeprav so bili takrat v času mojega odločanja za študij precej turbulentni časi, krize, kot se nakazuje recimo tudi danes, ne, ko gledamo vse, kar se dogaja okrog po svetu. In ni bilo, če tako rečem, najbolj privlačno, najbolj spodbudno iti študirati družboslovne smeri. Veliko se je govorilo o tem, da ne bo služb, pa da jih ni bilo. In res je, takrat je bilo težko obdobje za odločanje, kaj študirati, ne. Zaradi tega tudi, če tako rečem, tudi doma so bili recimo pomisleki o tem, ali bom dobil kdaj zaposlitev ali ne. Ampak zelo hitro sem potem na fakulteti ugotovil, da me res to veseli.
in sem na vsak način poskušal iskal različne smeri, kje bi lahko začel v bolj profesionalnih medijih pisati, se ukvarjati, bolj profesionalno iskati. Navezoval sem stike z zelo uglednimi novinarji. V resnici sem zelo težil k temu, no, da čim prej začnem, da čim prej padem not, če tako rečem. Zelo hitro sem se recimo pridružil tudi takrat festivalski ekipi Društva novinarjev Slovenije, ki je začenjala organizirati festival Naprej Forward, in vse skupaj se potem nekako poklopilo in sem tudi pristal še pred obvezno prakso recimo na Valu 202, zahvaljujoč tudi, kot sem že omenil, festivalski ekipi in festivala Naprej Forward. In tako se v resnici potem tudi začelo, ker ko enkrat, vsaj tako sem jaz izkusil, priznam, imel sem tudi srečo, lahko rečem, da sem bil v pravem času na pravem mestu. Moral bi mogoče potrkati takole. Niste bil pa doma na kavču? Ne, nisem bil doma na kavču, seveda. In sem si tega res želel. In sem nekako vse sile, moči usmeril v to, da bi mi uspelo priti na nek resen medij, na nek profesionalen medij, in mi je na koncu uspelo, ampak kot že rečeno, imel sem tudi nekaj sreče. Marsikomu ni bilo lahko takrat, kar nekaj kolegov, sošolcev se potem ni odločilo za neko novinarsko pot, kolikor se spomnim. Vseeno pa je kar nekaj mojih sošolcev zdaj zelo dobrih, uglednih novinarjev. Tako da lahko rečem, da je naša generacija kar relativno uspešna. No. Čeprav takrat o tem obdobju, ko govorite, je bila tudi, mislim, da fakulteta precej na udaru, da tam itak ali itak ne znajo sodobnega novinarstva poučevati. Ja, zdaj morda res na nek način. Kljub temu se mi zdi, da mi je fakulteta dala dobro osnovo nekega kritičnega razmišljanja, nekega kritičnega uma, ki sem ga potem zagotovo usmeril v novinarstvo, seveda z veliko prakse, z veliko učenja od kolegov, praksi iz tujine, proučevanja različnih oblik novinarskih žanrov. In fakulteta morda je takrat res pešalo neko praktično znanje oziroma neka ponudba praktičnega znanja, ampak po drugi strani pa moram reči, in tukaj vendarle dajem kredibilnost tudi katedri, da nas je dobro usmerila v teoretsko poznavanje medijev, v to, da znamo razbrati različne kontekste, diskurze, nekih različnih novinarskih praks, tudi svetovnih. Jaz sem šel potem tudi na izmenjavi 2 in vse to ti daje neko to izjemno nujno širino, ki jo potrebuješ kot novinar. No, časi se spreminja, tudi pravzaprav novinarstvo se spreminja. Pa preden greva na društvo, kdo danes sploh je novinar, kaj ga opredeljuje? Bili smo že tudi priča, da je nekdo prišel na novinarsko konferenco in je rekel, jaz sem novinar, pa so ga vprašali, kateri medij, in ni bil noben medij. Ja, res je. Tudi to je zelo konfuzno današnji družbi in to je zelo pomembno vprašanje. Nekako moje stališče in tudi, če bi lahko rekel stališče društva, pa tudi verjamem, da predvsem veliko kolegov tako podobno razmišlja, je v tem, da novinar je nekdo, ki se s tem ukvarja profesionalno, s tem služi konec koncev za svoje preživetje, spoštuje norme, spoštuje kodeks novinarjev Slovenije, spoštuje mednarodne pogodbe, etične norme in pa predvsem, in kar se mi zdi zelo, zelo pomembno in ključno je v tem, da se zaveda odgovornosti, ki jo kot novinarka ima. In to je nekaj, kar morda pa vendarle zmanjka takrat, ko se nekdo
kar tako želi predstaviti kot novinar, ne. Smo že bili kar nekaj časa nazaj priča pojavom različnega državljanskega novinarstva kot takega, ne. Vse to je na nek način zelo dobrodošlo, ne. Vendarle moramo vedeti, da javnost mora biti neprestano absolutno kritična, ne, tudi do medijev, ne, seveda, ne, pač mediji niso popolni, ne, prej smo se pogovarjali, nihče ni popoln, ne, absolutno, tudi noben novinar ni popoln, ne, morda bi lahko potegnil usporednice z znanostjo kot tako, ne, da pač znanost se neprestano preizprašuje, ovrže teorije, ki jih je nekako postavila, išče nove dokaze, vedno znova, ne. Na kak način znanost deluje, smo poskušali vedno znova opozarjati med epidemijo, ne, če se spomnimo, ne. In nekako se mi zdi, da je zelo podobno tudi z mediji, ne. Treba je biti ves čas samokritičen, tudi pri nas, in tega se mi zdi, da včasih je malo premalo in bi moralo biti več. Po drugi strani pa je treba vendarle gojiti tudi neko spoštovanje oziroma pa neko zaupanje do tistih medijev, do tistih novinarjev, ki so si zgradili to zaupanje skozi leta na podlagi dolgoletnih izkušenj, na podlagi terena, konec koncev, ne. Terensko novinarstvo je ključnega pomena, ne. Pred nekaj časa sem se pogovarjal s kolegico, dopisnico Dela iz Celja, Špelo Kuralt, ki je rekla, ne, pogovarjali smo se o umetni inteligenci, verjamem, da se bomo danes še kaj, ne, ampak je rekla, ko bodo prišle poplave, ne, bo šla umetna inteligenca tudi na teren, ne. In to takrat niti odgovarjala ne bo, ker ne bo elektrike, recimo. Ne? Recimo, ne, tudi to, ne. Sprašujem tudi zaradi teh podcastov, ne. Danes pravzaprav ne vemo, kdo vse lahko, oziroma kaj je podcast. A je podcast že postal neka novinarska zvrst, ali je to pač nekaj, kdor ima mikrofon, dober telefon, lahko to posname? Zdaj tako, podcast sam razumem predvsem kot nek tehnološki žanr, neko tehnološko rešitev, ne? Kot je radio, kot je televizija in nenazadnje potem kot je časopis in potem je prišel tudi internet, seveda, ne. In internet, se spomnimo, recimo samo omenil bi, zelo popularni so bili blogi, ne, pred nekaj časa, ne. Marsikdo še vedno piše blog in marsikdo je s tem zelo tudi uspešen. No in potem so se pojavili tudi podcasti, ki so v resnici bile neke audio vsebine na zahtevo, ne. To je zelo populariziral, če tako malo generaliziram, posplošujem, Apple s pojavom njihovih pripomočkov za poslušanje glasbe in tudi teh audio vsebin na zahtevo, ne, iPodi so bili zelo popularni in si lahko naložil podcaste in poslušal, ne. Potem se je to zelo razširilo z razmahom različnih platform in danes praktično, kot ste omenili, lahko vsakdo, ki ima doma mikrofon oziroma niti to ni več treba, dovolj je precej poprečen, če tako rečem, pametni telefon in lahko posnameš podcast. Seveda je kar nekaj dela, ne gre tako enostavno, ni tudi vse podcast, kar nekdo objavi na družbena omrežja. Ampak, če se pa vrnem spet nazaj, pa potem nekako v Sloveniji bi lahko rekel, da smo bili na Radiu Slovenija tisti, ki smo množično in bolj večinsko začeli ponujati podcaste na Radiu Slovenija, ne. Pa kaj v primerjavi z radijsko oddajo, kaj potem podcast? Kot sem rekel, podcast sam razumem kot
radio, na drugi platformi to objavite. Na zahtevo. Ne? Tako kot zdaj lahko gledamo oddaje za nazaj ali pa filme na DVD-jih ali pa smo včasih ne gledali. Ne? Pač lahko poslušamo radijske oddaje, ki so naložene na internetu. Ne? In seveda so zdaj tudi kot podcast, lahko jo poslušamo kjerkoli, predvsem s pomočjo mobilnih telefonov. Ne? Zdaj moramo pa razumeti še nekaj. Ne? Ogromno se je pojavilo, predvsem zdaj v Sloveniji, pa to se mi zdi, da je nek trend, oziroma je trend, ki je prišel iz Amerike, iz predvolilnih kampanj, predvsem aktualnega ameriškega predsednika, ko so zelo vplivni podcasterji, ki imajo te dolge formate pogovorov, ne, začeli vabiti in privabljati politike. Ne? In to se je pojavilo tudi v Sloveniji, v predvolilnem obdobju v Sloveniji. Ne? In seveda, ne, tudi sami smo se večkrat spraševali, ne, pa kako to, da politiki morda raje gredo k podcasterjem, ne, kot pa k resnemu mediju. Ne. Kot že rečeno, novinarka nosi odgovornost, preizprašuje kritično, postavlja težka vprašanja, ne bi smel dovoljevati lažnih informacij, vedno znova preverja. Ne, in to terja ogromno izkušenj, to terja ogromno nekega znanja, medtem ko podcasterji, ne, eden izmed najbolj poslušanih podcasterjev v Sloveniji se recimo celo hvali s tem, da se ne pripravlja na intervjuje, ne? Na tako imenovane intervjuje, na pogovore, bi jaz temu rekel. Ne? Da enostavno pusti človeku svojo agendo, ki jo sporoča naprej, ne glede na to, kakršna je. Zdaj, kdo nosi odgovornost za to? Ne? To je ponavadi objavljeno na nekih platformah. Marsikdaj smo že slišali očitke, da kar je objavljeno na platformah, da avtor za to ni odgovoren. Pa je res, oziroma a ni res. Ne? In to se mi zdi ključnega pomena, da ljudje vedo, kdo je tisti, ki tam zastavlja vprašanja, kakšno je njegovo znanje, da ga znamo umestiti v nek kontekst in tega. In tudi interese kakšne. Seveda, ne? Seveda, interese. Ne? Torej, če greva spet k klasičnemu novinarstvu, ne? To učijo generacije in generacije, da je biti novinar način življenja, zaradi česar imamo nekateri težave recimo pri beleženju delovnega časa, ne? Mimo grede. Nekateri so pa bili oziroma so še prisiljeni v tako imenovano prekarno delo. V novinarstvu je veliko prekarnosti. Ti reče, odpri SP, pa boš lahko sodeloval, pa če boš kaj napisal, ti bomo plačali, ali pa tudi ne. Zdaj govorim posplošeno. Vi poznate te razmere, so še vedno te prekarne oblike tako pereče? Jaz mislim, da ja, še posebej v lokalnem novinarstvu je tega precej veliko, kakor opažajo tudi kolegi sindikata. To nedvomno je zelo velik problem. Kar je še pa po drugi strani problem, pa morda je nekako druga stran tega kovanca, je v tem, da proizvajamo vedno več vsebin. Lastniki terjajo od novinarjev, da morajo proizvajati vedno več vsebin. Neprestano nove in nove produkte. Po drugi strani pa je novinarjev vedno manj. In s tem, ko je novinarjev vedno manj in morajo proizvajati vedno več vsebin, kaj to pomeni? Kakovost novinarskega dela pada. In posledično pomeni tudi to, da zaupanje v medije pada. In vse to je neka spirala, kamor gremo, ki si pa je ne smemo privoščiti. In mislim, da bi tukaj morala predvsem družba nekako konec koncev, tudi javnost, vendarle poiskati tisti pravi vzorec, poiskati tisto in dejansko opozoriti in izbrati tiste vsebine, za katere jim je mar,
ne? Ker jaz vedno rečem, zelo pogosto ponavljam, to ni nekaj novega, že nekaj časa, da novinarji si drugemu nismo konkurenca. Mi bi se morali ves čas spodbujati, privoščiti drugemu ekskluzivo. Ne? In tudi, če nekdo nekaj ekskluzivno objaviti, ga potem poobjaviti, morda nadaljevati zgodbo, ne? Ker naša konkurenca je druga stran, je Netflix, je ekonomija pozornosti platform, je ekonomija pozornosti družbenih omrežij in kje so potem še knjige, ki jih je treba prebrati, glasba, družabno življenje. Vsega tega je tako zelo veliko v današnjem času, da en človek ne more niti v sanjah tega vsega nekako zaužiti. Torej, kako pa je z mediji, ne? Bili smo priča ugašanju časopisov, ukinjanju lokalnih časopisov, medijev, povezovanja in potem en program, ne, čeprav bi moralo biti še vedno. A se je to zdaj vsaj malo ustavilo oziroma kako je s financiranjem? To je težko vprašanje in v resnici ne vem natančno zdaj. To verjetno niti Ministrstvo za kulturo ne ve, ki so verjetno, ja, verjetno tako je. Pač lastniki zasebnih medijev vedno nekako težijo k dobičku oziroma k moči, ki naj bi jim medij prinašal. Mi nekako že dolgo na društvu opozarjamo na to, da v Sloveniji pravzaprav ni nekih lastnikov medijev zasebnih, ki bi se zavedali dejansko pomena medija, pomena podjetja, ki je vendarle medij, ne? Ker to na nek način ne bi smelo biti zgolj in samo podjetje kot tako, ki se sleduje zgolj in samo dobiček, ne? Profit, ampak vendarle je to podjetje, ki ima neko splošno družbeno odgovornost, ki ima nekako nek večji pomen v družbi, ker medij in novinarstvo, ki na ta način pač dela, je, kot ste že omenili na začetku, ne, je steber demokracije, mora biti četrta veja oblasti, mora biti pes čuvaj, ki neprestano gleda pod prste oblasti. Tu zdaj bom seveda naredila, ne zato, ker je naš medij VTV, ne, ampak mislim, da se zaveda te vloge in tisto o dobičkih in to, ne, pri nas ni nobenega vprašanja glede tega, ker vse vlagamo v to dejavnost in je tudi financiranje tega iz novega zakona o medijih nekoliko problematično. Ja, ne? Ja. V bistvu naj bi se vedno samo neki projekti financirali, sponzorjev, tistih, ne, ki so včasih zagotavljali, pa jih ni več pravzaprav. Ja. Ampak da ne bova predaleč zašla, predsednik Društva novinarjev ste od leta 2023. Ja. Ja. Pa bom provokativno vprašala, a ste sprejeli funkcijo, da bi imeli malo večjo moč, nadzor? Ne, nikakor. Jaz tudi ne vidim tega kot neko funkcijo. Jaz vidim vlogo predsednika društva bolj v smislu kot neke, kot neke kolektivne. To je stanovska organizacija. To je stanovska organizacija, ampak vendarle gre za nek širši tim, za neko širšo ekipo upravnega odbora, generalne sekretarke in pa kolegice Anastazije, ki je skrbnica članstva, ki nekako skrbi za to, da so vrednote, da so etične norme, prakse nekako ves čas na mestu in opozarjamo na krivice, opozarjamo na nepravilnosti, ampak to ni zgolj samo
z mano pač kot neko funkcijo predsednika, daleč od tega, ves čas govorim, da smo pravzaprav kot neka množina, celota, neka ekipa, ki je vpeta v vso delo in večino dela opravimo skupaj, pravzaprav, oziroma, če sem čisto iskren, večino res zahtevnega dela opravita Špela in Anastazija. No, mislim, da imate tudi na spletni strani objavljeno, da je okoli 900 članov. To pa niso samo novinarji, no, da ne bova krivična, tudi fotoreporterji. Ja, imamo aktiv fotoreporterjev in fotografov, ki so zelo pomemben del našega društva. Zavzemamo se za njihove pravice, če tako rečem, za njihove standarde, ker so vendarle tudi zelo pod udarom že nekaj časa, ampak vedno znova se izkaže, da so nepogrešljiv del družbe. Društvo novinarjev Slovenije ima dolgo zgodovino. A je res okrog 100 let? Ja. Že tukaj prihaja do različnih interpretacij sicer, ampak načeloma, tako kot ste rekli. Naloge torej kaj? Braniti pravice oziroma omogočati delo medijem? Tako, predvsem se osredotočati na profesionalnost, na zagotavljanje teh etičnih standardov. Smo poleg sindikata, ki se bolj načeloma zavzema in osredotoča, če tako rečem, na delavske pravice in standarde kot poklica novinarja. Po drugi strani smo pa obojni nekako tudi steber in zagovornik in branik kodeksa novinarjev Slovenije. Seveda še imamo skupen organ, novinarsko častno razsodišče, na katerega smo vsi zelo ponosni in ga branimo z vsemi svojimi silami. Sicer pa Društvo novinarjev Slovenije deluje praktično na zelo širokih področjih. Imamo kup različnih projektov, če dovolite, bi izpostavil jih par. Recimo, zaključili smo zelo uspešen, če tako rečem, mentorski program. Ugotovili smo, pravzaprav ugotavljamo že nekaj let, da v medijih je mentorskih programov, se pravičujem, vedno manj. Mlajši kolegi, ko pridejo v neko uredništvo, so več ali manj preprosto Začni delati, pahnjeni neposredno v delo, se jih vrže v vodo in morajo izplavati, če malo parafraziram. In zaradi tega, ker včasih, kot so nam povedali izkušenejši kolegi, so obstajale zelo resne mentorske šole, praktično nisi mogel kar tako objaviti nekega novinarskega prispevka brez resne šole še potem na mediju samem. Pa še urednik tega je Orang spremenil, da je bilo objavljivo. Ja, tako. In tega je vedno manj, zaradi tega smo potem na društvu vzpostavili mentorski program, ker imamo ogromno članov, ki posedujejo izjemno veliko izkušenj, modrosti, dolgoletnih prvin, ki so jih pridelali in jih tudi zelo radi delijo. In imamo pa tudi nekaj mlajših kolegov v društvu, vendarle pa nismo ciljali samo na člane društva, ampak tudi pravzaprav na vse mlajše kolege, ki vstopajo v ta poklic. In smo imeli 14 mentorskih parov, večinoma od njih so uspešno sodelovali, nekateri so celo se tako povezali, da so bili pravzaprav mentori direktno na prispevek, kar smo še posebej ponosni, čeprav smo imeli neka pravila, zato ker pač ti mentori niso nujno prihajali iz njihovih medijev, kjer mentoriranci delajo, in smo potem morali omejiti, da ne bi prišlo do kakšnih uredniških vmešavanj, posredovanj in tako naprej. Ampak bilo je res super, imamo zelo pozitivne
odzive in v resnici lahko napovem ekskluzivno, da nadaljujemo s programom, ki ga bomo kmalu znova začrtali. Pa še en projekt bi rad omenil, v katerem sodelujemo, je pa v resnici mednarodni projekt, sodeluje več stanovskih društev in nevladnih organizacij v regiji, sicer gre za projekt Ženske v medijih. To je projekt, ki nekako temelji na raziskavi, na tem, kakšno nasilje doživljajo novinarke pri svojem delu. In kar nekaj zaskrbljujočih podatkov smo ugotovili, je ta raziskava že podala, med drugim tudi to, da več kot polovica napadov, ki se zgodi na novinarke, se zgodi v njihovih lastnih uredništvih. In to je nekaj, kar je res zaskrbljujoče, in to je nekaj, kar apeliramo, da se pravzaprav uredi, in to čim prej, ker to je nekaj, kar lahko uredimo pravzaprav, če bi vendarle sprožili neke postopke. Kaj prinaša novinarska izkaznica danes? V bistvu nimajo veliko teh izkaznic pravzaprav novinarji. To je zelo zapleteno, mislim, ni zapleteno, ampak zelo dobro vprašanje. Včasih je bilo to, si pokazal in si bil novinar in si lahko prišel kamorkoli, da rečem po domače. Ja, verjetno ni več tako. Verjetno je treba dokazati tudi z nekim svojim delom, da si zaslužiš, da greš v resnici pokrivati, predvsem pa ne velja novinarske izkaznice izkoriščati. Zgodilo se je recimo na volilni večer, da na teh volitvah, da je praktično, lahko rečem, prišlo do zlorabe medijske akreditacije. To je tudi nekaj, kar si verjetno Državnem zboru ne bi smeli privoščiti, ampak tudi to se zgodi in to je nekaj, kar res ni v redu za današnjo družbo. Društvo novinarjev ima častno razsodišče. S katerimi primeri oziroma kdo prijavlja primere na častno razsodišče? Zunanji se pritožijo recimo na poročanje novinarja ali tudi novinarji sami dajo kakšen primer ali pa katerih je največ? V resnici oboje, se opravičujem, ker ne vem, katerih je več, ampak sam bi rekel, da je več javnosti. In vsakdo ima možnost prijaviti, poslati pritožbo, dati na novinarsko častno razsodišče. Ravno zato je namenjeno. Če nekdo zazna, da je prišlo do resne kršitve, pravzaprav ne resne, ampak da je prišlo do kršitve novinarskega kodeksa novinarjev Slovenije, odda pritožbo, napiše, kodeks novinarjev Slovenije je jasno objavljen, napiše, kateri člen kodeksa se mu zdi, da je bil kršen v določenem novinarskem prispevku in novinarsko častno razsodišče to obravnava. Najprej pogleda seveda pritožbo, potem sledijo različni postopki, včasih so te pritožbe neutemeljene, se jih že takoj zavrne, včasih so nepopolne, kolikor vem, se jim omogoči tudi, da dopolnijo kakšne vloge in tako naprej. Ampak praktično vsakdo ima priložnost. So pa te sodbe tudi, oziroma odločitve, tudi javno objavljene? Ja, seveda, na spletni strani razsodišče.org. Dobro, se bomo našli, če bomo hoteli danes. Vtipkajte v katerikoli spletni iskalnik novinarsko častno razsodišče. Se pravi, tudi tako se lahko malo vidi, kaj je sprejemljivo, kaj ni. Absolutno. In zelo dobre podlage so predvsem za učenje recimo teh nekih etičnih standardov. Veliko študentov vem, da to uporablja, ko se uči in razmišlja o nekih etičnih dilemah. Po drugi strani pa imajo te sodbe oziroma razsodbe tudi precejšno vlogo na sodiščih kot takih. Pač sodišče jih
priznava kot neko legitimno odločitev. Ne? Kako ocenjujete ta čas odnos javnosti do novinarjev, fotoreporterjev? Rekli ste že nekaj, ne? Tudi ta primer, da nekomu iz nekega medija rečeš, vi pa na novinarsko konferenco nimate vstopa, ostali bomo imeli novinarsko konferenco, vi iz tega medija, prosim, zapustite prostor. Ja, absolutno to ni prav. Ne? Če nekdo zasleduje profesionalne, etične standarde, če je nek kredibilen medij brez nekih interesov in tega ne zlorablja, je to absolutno nesprejemljivo. Moram tako reči, videli smo, da se je trend, recimo, spomnimo se obdobja med pandemijo, ko so novinarske konference, recimo vladne, ne, takrat so bile najbolj odmevne, bile nadaljavo. Ne. In takrat je bilo zelo striktno določeno, koliko vprašanj še in tako naprej. Ne. In precej zaskrbljujoč trend se je zgodil potem po pandemiji, ko so pa znova potem novinarske konference prišle v živo, ne, da se je neko to omejevanje časa, vprašanj, pa vendarle tudi preselilo. Ne? In to se mi zdi, da se zdaj nekako vedno bolj normalizira. Ne? Pravzaprav obstajajo tudi novinarske konference, kjer vprašanj ne dovolijo. Ne? No, ravno to sem hotela vprašati, ali je takšna novinarska konferenca pravzaprav novinarska konferenca? Ja, mislim, težko bi rekel, ne, to je, potem bi lahko temu rekli, da je to enostavno samo branje sporočila za javnost v živo, ne, oziroma predstavljanje nekaj, potem lahko temu rečemo karkoli drugega. Ne. Ampak se bodo ti trendi malo obrnili, ali bo šlo to na slabše ali na boljše, ali je to odvisno od vsakokratne ekipe vladne? Tega ne vem, ne znam oceniti, oziroma ne znam oceniti, če bi ocenjeval, bi lahko rekel, da na boljše ne bo šlo. Bi pa tako tudi še rekel, politiki, konec koncev tudi predstavniki oblasti, se pravzaprav zelo veliko poslužujejo tudi neposrednega nagovarjanja državljanov prek svojih različnih platform na družbenih omrežjih, in na ta način želijo pojasnjevati neke zadeve, ki se jih nekako obtožuje ali se jih nekako zaznajo, da so bili nagovorjeni v javnosti. Se v njih piše in potem reče si nekdo, bom pa jaz zdaj kar vklopil tale moj video in bom na recimo Facebooku ali Instagramu ali TikToku enostavno jaz pojasnil, brez seveda možnosti vprašanja. Ampak če medij, novinar pač pošlje vprašanje na državni, lokalni organ, na javni organ, je ta dolžen podati odgovor. Seveda, absolutno, ja. To še vedno obstaja. Še obstaja. In to je tudi v zakonu o medijih, po drugi strani pa imamo zelo dober zakon o informacijah javnega značaja in mislim, da ja. In velikokrat ga je treba uporabiti, ne? Ja. Bi človek pričakoval, da ni treba tolikokrat prav zahtevati preko tega organa objaviti nečesa. Ja, velikokrat je. Vseeno, govorila sva o etičnem kodeksu, teh normah novinarskega dela, pa se mi vseeno zdi, da v Sloveniji še vendarle na precej visoki ravni. Ne? V grmovju še ne tičijo paparaci, kar se tiče otrok, še se jih ne objavlja. Ali imate vi drugačne izkušnje? Mislim, po eni strani zagotovo imate prav, po drugi strani pa vsak primer, ki se pojavi, je preveč. Ne? Vsak primer nekega odstopanja od profesionalnih etičnih standardov, ki se pojavi, je preveč. In nažalost moram pa vendarle reči, da je tega kar precej v zadnjem času. No? Predvsem je bilo v predvolilni kampanji. No?
takrat se čudne stvari tudi dogajajo, ne? Ja, ne, tudi v novinarskih vrstah. Moramo biti tudi kritični. Absolutno. Lani je bil sprejet nov zakon o medijih. Je društvo sodelovalo pri pripravi, kako je zadovoljno je bilo slišano, s kakšnimi svojimi pripombami? Društvo ni sodelovalo pri pripravi, predvsem ne prvotnega predloga, na kar smo zelo jasno, precej odločno tudi odgovorili, da smo bili zaradi tega precej zaskrbljeni. Vendarle smo pričakovali, da bo naš angažma takrat pri pripravi prvotnega osnutka bil bolj upoštevan, niti ne upoštevan, ampak da bomo dejansko, da nas bodo povabili k pripravljanju takšnega osnutka. Potem smo tisti prvi osnutek, to je bilo že precej časa nazaj, v resnici že praktično 2 leti in pol. Več ne ve točno, ker se je tako vleklo. Potem smo ga temeljito analizirali. Tukaj bi izpostavil kolegice, ki so se tega resno lotile in analitično od člena do člena pravzaprav ga podrobno premlele in ožele in smo dali zelo veliko pripomb, praktično študijo primera smo naredili tistega prvega osnutka in potem so nekaj naših predlogov upoštevali, predvsem v prvotnem osnutku, če sem čisto natančen, če se ne motim, se opravičujem, če bi zdaj govoril kriviri, ampak mislim, da še ni bilo tistih shem pomoči, ki so pa zdaj vendarle potem objavljene in smo na to jasno opozorili, da si tega ne samo želimo, ampak da zahtevamo, ker so vendarle nujne za obstanek nekega novinarstva in potem so to potem upoštevali čez neka druga sita, potem je še bilo več teh osnutkov in tako naprej, na vsakega smo se odzivali tako in drugače. Mnenje, ki je na koncu nekako veljalo, je to, da zakon ni popoln, da bi vendarle še morali kaj dodati, spremeniti, upoštevati, ampak po drugi strani je pa kljub temu bilo nujno, da zakon dobimo, ker je praktično prejšnji zakon v resnici ni bil niti najmanj sodoben, moderen in ga je bilo treba na vsak način spremeniti. Kaj pa pravi akt o svobodi medijev, evropski akt, ta je bil tudi sprejet, kako obvezujoč je? Ta je bil tudi sprejet, mislim, da je obvezujoč za države članice, da ga upoštevajo, tudi je bil implementiran skozi ta zakon. Zelo je pomemben zaradi člena o prepovedi vohunjenja za novinarji. To je nekaj, kar je izrednega pomena in čeprav vidimo, da se tudi to krši. Ampak vsaj, da se ve, da je to kršitev, ne? Ja, seveda ne. In to je nekaj, kar je ključnega pomena. Kaj kaže podatki o svobodi medijev v Evropi? Oziroma, kako svobodni so mediji tudi pri nas? Ja, to je nekaj, kar vsako leto znova vidimo ob 3. maju, svetovnem dnevu svobode medijev. Kaj bi rekel? V resnici se novinarstvo ves čas nekako bori proti oblasti. Ne proti oblasti, ampak oblast se, če tako rečem, oblast se bori proti profesionalnemu novinarstvu, ker vendarle zasleduje neko to svojo nalogo, vlogo, da nastopa v tem, da za javnost bdi nad delovanjem oblasti. In to ni nič novega, to že obstaja od nekdaj. Oblast pa se je na različne načine temu upirala in si poskušala podrediti medije tako ali drugače.
poznamo večkrat omenjeni madžarski model, ko je pravzaprav njihova oblast povsem podredila si javne medije, jih spremenila v državne in pravzaprav tudi s pomočjo prijateljev blizu trenutni oblasti v resnici pokupila dejansko tudi zasebne medije in naredila ogromen konglomerat nekako propagandne mašine, ki seže tudi onkraj njihovih meja. Poznamo tudi primere z Poljske, zelo veliki so vplivi tudi na Slovaškem, Češkem in tako naprej. Vendarle pa po drugi strani, kar se mi zdi pa še bolj ključno, čeprav tudi to zaskrbljujoče, ampak kar se pa dogaja pri nas, je pa to, kar sem že prej omenil, je pa to, da je v resnici kapital, ekonomski pritiski so včasih veliko, veliko hujši oziroma so hujši kot pa neko načrten boj oblasti proti novinarstvu. Ne? Ker vendarle javnost se mi zdi, da še vedno nekako zna prepoznati, kdaj novinarji preiskujejo oblast, pomembne funkcionarje, pomembne institucije, ampak javnost pa težko vidi to, na kak način se recimo v kakšnih pogojih delujejo novinarji. Ne? In to je tisto, kar me skrbi za naprej. Ne? Poleg tega, kot že omenjeno, da je ogromno vsebin, ne, ki nas preplavljajo, ne? In ti za kakovostnim novinarskim izdelkom praktično danes težko narediš preboj, če nimaš za sabo vseh mogočih veščin, na kakšne načine priti. Ne. Vendarle zasledujem nekako, si močno želim in upam, da je res tudi to, da če je novinarska zgodba dobra, bo našla pot do bralcev, poslušalcev, gledalcev. In to je tisto, kar si želim, da bi bilo nekako res. Po drugi strani sem tudi zagovornik počasnega novinarstva, slow journalism, ki nekako govori o tem, da manj vsebin, ampak bolj kakovostne. Ne? Sam mislim, da je celo ena dobra vsebina na dan boljša kot pa nešteto teh prevrtenih, preskrolanih, nekih teh digitalnih držljajev, ki nas non-stop obremenjujejo. Ne. Nekateri pravijo, da sploh sodobni uporabniki ne znajo biti pozorni več kot, ne vem, par sekund. In to je tisto, kar se mi zdi, da na koncu vpliva tudi na svobodo medijev. A veste, kar mislim, ne? In to je nekaj, kar je zaskrbljujoče. Tako da ja, vsebina na dan je tudi eden izmed mojih čisto osebnih stranskih projektov, ko imam nek kanal, na katerega se lahko ljudje naročijo. Jaz verjamem, da se mnogi novinarji strinjajo z vami. Društvo novinarjev te aktualne tematike obravnava na teh festivalih, naprej Forward, ne? Torej, vsako leto je, kako je s tem festivalom? Ja, festival je zdaj že ima pa kar tradicijo. Festival je nekako obrnil ploščo takrat, ko se je šlo iz novinarskih dnevov, ki so bili znameniti, dolgoletni, legendarni, marsikdo se jih spominja, ko so se novinarji zbrali na kupu in debatirali in se tudi izobraževali konec koncev. Potem pa se je to nekako obrnilo v nek festival, kjer je bil dobrodošel v resnici tudi vsakdo drug, tudi javnost in je bil v preteklosti zelo uspešen. Mimogrede, trenutno je pa se opravičujem, če je to malce reklama za drugo televizijo, ampak na televiziji Slovenija je trenutno zelo popularna serija Udor. O tej zdaj vsi govorijo, ne? Ja, o tej zdaj vsi govorijo in gre o znamenitem novinarju Niku Davisu, novinarju Guardiana, ki je razkril šokantne in absolutno nedopustne
posege takrat tabloidnih novinarjev iz News of the World, iz okrilja znamenitega Roberta Murdocha. In Nick Davis je bil tudi gost festivala Naprej Forward leta 2014. Pravkar smo objavili njegovo predavanje, je dostopen na našem YouTube kanalu, lahko si ga pogledate. Res je zelo inspirativen in še enkrat hvala Anuški, da ga je pripeljala. In prav v tem filmu, pravzaprav nadaljevanki, se pravzaprav vidi številne dileme, s katerimi se tudi novinarji ukvarjajo. Nekako vsi rečemo, ja, saj vemo, vsak lahko vsakemu prisluškuje, ampak ko se pa ti zgodi tebi osebno in ko to ugotoviš, je pa zadeva huda. Zelo, zelo huda. To je tudi nekaj, s čimer se ukvarjamo zdaj trenutno v Sloveniji. In tukaj bi morda izpostavil, kako recimo javnost, vendarle ugotavljamo, da je neka medijska, oziroma zdaj to je že tudi povezana medijsko-digitalna pismenost, če bi tako rekel, zelo, zelo pomembna. Kako razumeti neko informacijo, novico v kontekstu celotnega nekega družbeno-političnega dogajanja. In koliko dela je za pravim novinarskim delom, za novinarskim prispevkom, je nekaj neverjetnega. In to skušamo recimo pojasniti v podcastu Zgodba za zgodbo, ki smo ga začeli objavljati letos na Društvu novinarjev Slovenije, in ravno o trenutni prisluškovalni aferi in izraelskih obveščevalcih v Sloveniji govori kolega z Mladine, Borut Mekina. Torej, kdaj bodo naslednji? Aha, festival? Se opravičujem. Ja. S festivalom je tako, da zaenkrat, če ne morem nič reči, poteka neka... Načeloma je pa konec leta. Načeloma je konec leta, čeprav se zdaj pogovarjamo o možnosti tudi o tem, kako nekako prevetriti celoten format, ga malo posodobiti, obrniti, tako da zaenkrat še ne morem nič reči. Potekajo debate, veliko se stankujemo, veliko se pogovarjamo o tem, ampak festival nedvomno ostaja podelitve nagrad, ker kolegi in kolegice si zaslužijo biti nagrajeni. Je dovolj teh kandidatov za nagrade, bom tako rekla, vsako leto? Absolutno. Se pravi, je novinarstvo vendarle na nivoju v Sloveniji? Absolutno. In to vedno znova želimo tudi poudariti ob nagradah. Kljub temu, da zaupanje v medije ni na tako visokem nivoju, kot bi si ga želeli. Tega se zavedamo, neprestano se samokritično tudi moramo preizpraševati, ampak po drugi strani pa obstajajo posamezniki, posameznice, ki so izjemni, ki delajo izjemne stvari, ki delajo res zelo, zelo dobre, poglobljene, kakovostne, profesionalne novinarske prispevke, zgodbe in si absolutno zaslužijo te nagrade. Še posebej sem pa vesel zato, ker je pa vedno vsako leto, odkar sem pač v žiriji nagrad, ogromna konkurenca med mladimi novinarji. To je pač ena izmed kategorij, ki jo podeljujemo za debitanta leta. To so novinarji, ki so manj kot 5 let v novinarstvu, in je res velika konkurenca in s težavo se potem odločamo, kdo na koncu to dobi, ker si v resnici večina, ki se jih prijavi, zasluži to. Ampak ja, tega sem vesel, nekako zaradi tega tudi v resnici upam na prihodnost, ker moramo pa se zavedati, novinarstvo še nikoli ni bilo tako težko in nekako nevarno biti novinar na svetu. Vidimo, koliko novinarjev je bilo v zadnjih parih letih ubitih, predvsem na Bližnjem vzhodu, v Gazi. To je nekaj nesprejemljivega. To je nekaj, kar je velika, velika katastrofa za družbo in svet in za človeštvo kot tako. Ampak po drugi strani pa vidimo, kako zelo, zelo pomembno je danes biti novinar. In še nikoli tako zelo pomembno, se mi zdi. In da pride preverjena informacija do gledalcev. Kako je zdaj z umetno inteligenco? A bomo rekli, v redu, ne bomo več novinarji, bo umetna inteligenca kar na določeno temo napisala sama
prispevek. Mislim, tako je. Jaz v resnici nisem eden izmed tistih, ki bi nekako bil, da bi strašil s to umetno inteligenco ali pa da bi me bilo strah. Ja, gotovo obstaja problem v tem, ker pač zaznavamo ogromno število nekih instant člankov, nekih z umetno inteligenco napisanih novinarskih vsebin. Praktično so nekatere že zelo, zelo dobre. Tega se moramo zavedati in tega ne moremo zanikati v resnici. Ampak vendarle pa na koncu je novinar tisti, ki presodi, ki mora stati za tem, so odgovorni uredniki, ki so za vsebine odgovorni in tega se morajo zavedati uredništva, ki uporabljajo umetno inteligenco pri svojih prispevkih. Vse objave v medijih, ki so bile na kakršenkoli način narejene z umetno inteligenco, morajo biti ustrezno označene. To zapoveduje tako zakon novi, kot tudi kodeks novinarjev Slovenije. In to se mi zdi zelo, zelo pomembno, da se tega zavedamo. Tako. Kakšni so torej zdaj načrti Društva novinarjev Slovenije? Nalog je veliko, izzivov je veliko. Ja, nedvomno izzivov je veliko. V resnici gledamo v prihodnost nekako zaskrbljeni, vedno znova, ker opažamo, da ko se zgodi kriza v medijih, se nekako pojavi potem tudi kriza v društvu. Mi razumemo, da pač ljudje so vedno bolj obremenjeni. Kot sem že prej povedala, novinarstvo na nek način je način življenja, ampak po drugi strani pa se zavedamo, da ljudje imajo svoje tegobe, imajo svoje življenje, imajo svoje družine, imajo težave, imajo v resnici izzive in tudi svoje želje in ne moremo neprestano od njih zahtevati nečesa. Po drugi strani pa si želim vendarle, da se nekako novinarska skupnost vendarle nekako solidarno drži skupaj, da se poveže. Predvsem tukaj bi si želel več mladih, da začutijo to cehovsko pripadnost, ker tako zelo ne maram te besede, ker je bila politično prevečkrat izrabljena, ampak jo moram izreči skupaj, skupaj, solidarnostno smo vedno znova močnejši. Egoizem je naš sovražnik, nismo si konkurence drug drugem, to se moramo zavedati in ja, še enkrat skupaj lahko na nek način tudi pripomoremo k boljši družbi in v resnici moramo. Ne prestane nam drugega. Je pa kar problem tudi, ker nekateri starejši oziroma potem malo zrelejši pa zelo radi odidejo v PR. Tam imamo cel kup novinarjev, ki bi lahko bili odlični novinarji, pa so v bistvu obupali nad svojim poklicom. To je tudi nek neravno zame popularen trend, ki se dogaja. Kar nekaj izjemnih novinarjev je zapustilo vrste in odšlo, če temu tako rečemo, na drugo stran. In to gotovo ni dober znak. Po drugi strani pa se moramo vendarle tudi zavedati na nek način vsakega posameznega primera, zakaj so se tako odločili. Kaj je botrovalo k temu, kakšni so bili delovni pogoji, kaj vse je nekdo moral dati skozi, ker s tem, ko si ti nabiraš neke izkušnje, ko postajaš vedno bolj na nek način tudi vpliven, pomemben, so morda celo pritiski vedno večji. Tako, in pride tudi do zlorab, teh imen znanih novinarskih. Seveda, zagotovo. In to se dogaja. Po drugi strani pa imamo še vedno nekatere novinarje izkušene, ki so steber našega novinarstva v Sloveniji, ki ostajajo, ki se kljub temu, da bi že lahko zaključili svoje delo, še vedno vztrajajo in so tukaj z nami in nam predstavljajo izjemno držo in
vzor za to, da tudi mi ustrajamo. In če lahko izpostavim Ervina Hladnika Milharčiča, je on zagotovo tisti steber, ki si ga in to pač pomeni živeti novinarstvo, ne? Absolutno, nedvomno. Torej, veliko uspeha vam želim naprej, čim več članov. Te napetosti ne pa tako morajo biti med novinarskim delom in vladnim delom. To je nekaj najbolj normalnega, ne? Ja, nedvomno, v tem je nič novega. Zgolj in samo moramo upravljati svoje delo na profesionalen, kakovosten način in tako pač mora biti, no. Se pa absolutno zavedam, zelo veliko težav je, izzivi so težki, časi so vse prej kot rožnati in tega se moramo zavedati. Tako. Hvala lepa za pogovor, da ste prišli k nam v naš studio. Uspešno delo še naprej in seveda uspešno reševanje vseh izzivov. Hvala tudi vam za povabilo. Tudi vam, spoštovane gledalke, cenjeni gledalci, hvala za pozornost in lepo se imejte še naprej.